Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Predsednik vlade Janez Janša je v odgovorih na vprašanja poslancev izjavil, da novega zakona o visokem šolstvu ni in da obstaja le predlog resolucije. Z njim pa se ne strinjajo dejstva, pa tudi poslanec Pavle Gantar ne. Medtem ko mi je včeraj predsednik vlade na moje poslansko vprašanje odgovoril, da zakona ni, je hkrati minister za visoko šolstvo in znanost podaljšal javno obravnavo zakona, ki ga ni, in 4 bivši rektorji, zelo ugledne akademske osebnosti, akademiki, so pozvali ministra naj iz javne obravnave umakne osnutek oziroma delovni osnutek zakona, ki ga ni. Zanimivo. Če bi imeli čas in če bi bil predsednik vlade seveda zainteresiran, bi vendarle morali sprožiti to temeljno filozofsko epistemološko debato, ali stvari, ki jih nočemo videti, tudi zares obstajajo ali ne obstajajo. Je pa pomoč pri izdelavi zakona, ki ga ni, tudi nekaj stala. No, ker dobro so mu pomagali, zato so tudi dobili 49 000 evrov za ta delovni osnutek. Komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb naj bi jutri sprejela poročilo o izvajanju nadzora v Sovi. Spremenila naj bi se tudi sestava komisije. Za predsednika je predlagan Pavel Gantar zares, za člana pa Rudolf Petan in Jožef Jerovšek, oba SDS, tako da bi imela v komisiji večino koalicija. Morda se bo tako izboljšalo sodelovanje med vladno in parlamentarno komisijo za nadzor Sove, ki ga sedaj, kot pravi Dušan Kumer, praktično ni. Ker mi namreč od vladne delovne skupine ne dobimo nobenih teh vmesnih poročil, tako da to gledamo preko medijev. In potem bo treba samo še uskladiti vladno komisijo in predsednika vlade. Gre ne za razliko, gre za nek tak vrstni red. Najprej predsednik vlade pove, o čem je problem, potem delovna skupina vlade gre v Sovo, to stvar razišče in potem seveda našo nadzorno komisijo, vi mediji vprašate, kaj si o tem mislimo. In zdaj nazaj na modne steze. V LDS s kandidatko za predsednico vsi niso najbolj zadovoljni. Oglasil se je Dušan Keber, ki poudarja, da LDS ne sme izgubiti smisla za socialna vprašanja. Matjaž Švagan pa napoveduje svojo kandidaturo. Poslanec in predsednik sveta stranke Aleš Gulič je kljub temu prepričan, da je Kresalova najboljša izbira. Jaz sem prepričan, da je izbira gospe Katarine Kresal v tem trenutku optimalna za liberalno demokracijo Slovenije, potem za liberalno fronto in seveda za ta duh liberalizma in libertarnosti v Sloveniji. Gulič tudi nima pomislekov glede gospodarskega trojčka Gantar, Turnšek, Horvat, ki vstopa v LDS. Kaj se je dogajalo pod mizo, jaz ne vem. Jaz vem pač tisto, kar se je dogajalo javno in odprto. Mene te stvari pravzaprav ne motijo. Sistem, kakršen je bil vzpostavljen, seveda je to omogočal in noben od teh dveh, niti gospod Gantar, niti gospod Turnšek, ni bil vpleten v kakšen zelo odmeven škandal. Mercator, Delo, Laško, vse je pozabljeno in izgubljeno v vrtincu zgodovinskega spomina oziroma zgodovinske pozabe. Župan Kopra Boris Popovič pa je v oddaji Vroči stol povedal, da svojim predvolilnim zaveznikom županom Izole Tomislavom Klokočovnikom ne sodeluje več. Omenjal je tudi, da sta zgledno sodelovala s Pečanovo, ko je ta vodila občino Izola. Nenavaden obrat, o katerem Pečanova pravi. Ko je gospod Popovič prvič kandidiral za župana mestne občine Koper, je javno izjavljal, in to je ne enkrat, ampak mnogokrat, da bo sledil mojemu načinu županovanja, kar je ugotovil, da sem zelo dobra županja. Pozneje je to svoje mnenje radikalno spremenil za 180 stopinj in sedaj ga znova, ne sicer radikalno, ampak znova spreminja. Komisija za nadzor proračuna se še vedno ukvarja s primerom Pediatrična klinika. Trenutno je v centru zanimanja Ivan Simič, direktor Dursa. Spomnimo, Simič je odpustil inšpektorja, ki je preiskoval primer davčnega svetovanja za 255 000 jebenih evrov. Vlada pa je pritožbi odpuščenega inšpektorja ugodila. In kaj se bo zgodilo z direktorjem Dursa, ki je, kot kaže, želel zaustaviti neprijetno preiskavo članov SDS? Jaz pričakujem, da se bo gospod Bajuk, gospod Bručan, gospod Janša
ogradil od takšnega delovanja davčne uprave, direktor davčne uprave. Predsednik komisije Milan Cvikl pa hkrati sumi, da to ne bo dovolj. Če so pa posli 250 000 evrov za posel, ne vem, mislenih, koliko vsega skupaj, nekaj čez 20 milijonov evrov, pomenijo, narekovajo neko provizijo, ker je namreč član razpisne komisije na Ministrstvu za zdravje, gospod Miran Strah, prokurist podjetja gospoda Domna Zavrla, tle gre pa že za znake kaznivih dejanj. Za boljše razumevanje, omenjena Domen Zavrl in Miran Strah sta člana SDS. Direktor Dursa pa ni samo direktor davčne uprave, je tudi davčni svetovalec. Imamo seveda podjetja iz skupine SLP, Simič in partnerji, mislim, da jih je 24 podjetij, ki se na svojih spletnih straneh hvalijo s tem, da je njihov lastnik, njihov vodja, direktor Dursa. To je narobe svet. O medijih komentar dneva, Neva Nachtigal. Hvala. O praksah, ki smo jim priča, za katere njihovi izvajalci in vneti apologeti trdijo, da jih ne smemo označiti za cenzuro. O kakšnih praksah govorimo? Poglejmo s primeri. En primer. Novinar opravi intervju z akterjem osamosvojitve. Pred objavo in potem, ko ga pošlje odgovornemu uredniku in intervjuvancu, se v zapisu pojavijo vprašanja, ki jih novinar ni nikoli zastavil, in odgovori, ki jih nikoli ni slišal. Izginejo pa vprašanja in odgovori, ki jih je zabeležil tudi novinarjev snemalnik. Drug primer. Novinarka odda komentar, ki je zavrnjen zaradi neprofesionalnosti. Naslednji dan je objavljen malodane identičen tekst, okleščen kritične note do vladne politike in podpisan z drugim imenom. Neprofesionalna je očitno bila samo kritika. Tretji primer. Novinar je poznavalec specifičnega področja in ga spremlja več let. Ko se začnejo velike afere in novinar zavzame kritično držo do ravnanja oblasti, se mu področje odvzame. Formalno se ne zgodi nič, samo uredniška politika je določila, da se s tem poslej ne bo več ukvarjal. Vse večkrat je v takih primerih jasno, da je odločitev narekoval direktor ali predsednik uprave. Kje je dobil idejo on ali ona, pa lahko le ugibamo. Cenzura ima le nove izvrševalce, vodilne v korporativnih hierarhijah, ki imajo prvo in zadnjo besedo o tem, kaj pride v medij in na kakšen način. In presojajo, kaj se medijem splača in kaj ne, k čemur je posebej toplo pozval naš zunanji, občasno medijski minister in kolumnist Nacionalnega dnevnika. Ker imajo tisti na oblasti moč ne le v medijskih podjetjih, ampak tudi v podjetjih, ki so največji oglaševalci, lahko to, kaj se splača in kaj ne, demonstrirajo tudi z odmerjanjem zajetnega oglaševalskega kolača poslušnim in odtegovanjem prihodkov tistim, ki ne širijo resnice po meri aktualnih oblastnikov. Naj končam, minuta se hitro izteče, ne sme nas skrbeti le to, kar mediji povedo, ampak tudi ali celo predvsem tisto, česar ne povedo. Zaskrbljujoče, a ne? Je, prav res. Žal. Tudi mene. Žalostno. Kaj bomo? Ne vem, kam smo prišli. A imamo avizo? Imamo. Dej. Kultura. Arhitekturni muzej Ljubljana je pripravil razstavo Plečnikovih študentov, ki so se učili tudi pri Corbusierju. Kot pravi Blaž Peršin, direktor Mestnega muzeja Ljubljana, jih ni bilo malo. Pač v tistem obdobju pred drugo svetovno vojno bilo med 100 svetovnimi arhitekti, ki so bili v Corbusierju na študiju, bilo 10 Slovencev, kar pomeni, so bili skoraj najbolj zastopana nacija na tem planetu. Še vreme, po noči padec temperatur. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.